odprtje razstave z naslovom Pogled od zgoraj. Skupščina Zveze društev Moja Mura. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Dogodki. Vabljeni k ogledu. V Pavlovi hiši v avstrijski Radgoni je potekala otvoritev razstave z naslovom Pogled od zgoraj. Kot že tradicionalno se dela, ki so nastala na mednarodni umetniški delavnici Slovenija Open to Art, že vrsto let razstavljajo v Pavlovi hiši. V lanskem letu, v mesecu juliju, je potekala 33. mednarodna umetniška delavnica Slovenija Open to Art, kjer imajo umetniki tako priložnost ustvarjati v čudovitem okolju Sinjega vrha v bližini Ajdovščine. Dela se, kot je to že tradicionalno že vrsto let, razstavijo v Pavlovi hiši. To razstavo imamo že vrsto let v Pavlovi hiši, z njo se začne naše kulturno leto. To je sodelovanje z umetniško kolonijo, ki poteka na Sinjem vrhu blizu Ajdovščine. In mi predlagamo tudi umetnika, umetnico iz Štajerske, ki potem sodeluje na koloniji. In ja, je to vedno en tak lep začetek našega leta. Mojca Sekulič-Fo je slovenska arhitektka, slikarka, ilustratorka, ki deluje v umetnostnem prostoru že vrsto let. Njena dela so prepoznavna po risani, pravljični izraznosti, ki združuje likovno umetnost in pripoved. Ustvarja pravljične podobe v akrilni tehniki na trdnih podlagah, kot sta lest in medija pan, ob katerih pogosto tudi sama piše zgodbe. Umetnica je na tej pomembni mednarodni likovni koloniji prejela posebno nagrado za svoje delo. To sliko, ki sem jo naredila na Sinjem vrhu, gre za nekako podobo pravljični surrealizem. Je bilo pa fantastično, v bistvu ni bilo tako fantastično, ker se je usula toča. In je bila potem še bolj ta narava, da se je vse tako prevzela. No, ampak jaz sem vzela v bistvu v resnici okvir od mojega očeta, sem podedovala eno sliko in sem vzela ta okvir in uokvirila sliko, nekako svojo sliko sem naslikala v obliki tega okvirja in sem naredila neko hišo, ki predstavlja dom. Lahko bi bila tudi tista hiša, ki je gor na Sinjem vrhu, domačija, pa hkrati vso to pokrajino, potem pa pač ta moj pravljični surrealizem ne gre drugače, kot da sem dala noter še meduze in neke pretoke, kakor srčne prekate in take stvari. Mednarodno kolonijo nam je predstavila umetniška vodja Slovenija Open to Art, Ana Marija Stibil-Šajn. Avtorji na Sinji vrh prihajajo po izboru strokovnega sveta, torej gre za izbrano skupino ustvarjalcev. Odkar sodelujemo tukaj s Pavlovo hišo, tudi oni predlagajo enega avtorja, torej po njihovem izboru, kar nam je v posebno veselje. V lanskem letu je sodelovalo na simpoziju 10 avtorjev, od tega 5 iz Slovenije, 5 pa iz mednarodnega prostora in pri 2 avtoricah gre res za še dodatno nacionalno pestrost, tako da lahko rečemo, da je bil lanskoletni simpozij izrazito narodnostno pester. Prav tako pa tudi glede motivov in slogov ter tehnik likovne interpretacije. Lahko bi izpostavila, da se ponovno pojavljajo motivi, ki govorijo o krajini, kajti ta 1000-metrska gora nad Ajdovščino je izjemno slikovit prostor, prostor čudovite narave in hkrati miru. Ob tej tematike, ob tem motivnem izhodišču pa bi nedvomno izpostavila še človeško figuro kot nosilko refleksije, aktualne refleksije, torej refleksije časa. In figura torej nastopa v teh delih v angažirani obliki. Ob tehnikah,
na katere so avtorji prisegali. Pri tem bi lahko izpostavila akril, olje in tudi akvarel ter različne druge mešane tehnike. Ob vsem tem imamo prisoten tudi grafični medij, v katerem seveda že nastopa risba kot tisto primarno, elementarno sredstvo izražanja, hkrati pa imamo tudi nekaj povsem risarskih del. Pri mednarodni umetniški delavnici gre poleg ustvarjanja likovnih del tudi za povezovanje umetnikov iz različnih držav, ki z izmenjavo idej in izkušenj bogatijo umetniško ustvarjanje. Na Sinjem vrhu se umetniki povezujejo res različnih nacij, različnih generacij, avtorji, ki ustvarjajo različne motive, ki se izražajo vsak v svojem likovnem jeziku, a ne? In tukaj je umetnost tista, ki resnično podira meje med umetniki in to podiranje barier se potem nadaljuje tudi s potovanjem same razstave, ki ima res postanke v različnih slovenskih razstaviščih in potem pride tudi sem v Pavlovo hišo, kar je še ena dodatna vrednost za sam projekt. Umetnikom so bila podeljena tudi priznanja za njihova dela. Že kar nekaj let oblikujemo ne samo strokovni svet, ki izbere avtorje, ampak tudi strokovno žirijo, ki si ogleda likovna dela in podeli nagrade za kvaliteto. V bistvu gre za 2 nagradi, za izbranega domačega in tujega avtorja. Tako da sta v lanskem letu bili to iz Slovenije Mojca Fo, med tujimi avtorji pa je bila izbrana Jessica Gobert, ki nas je navdušila oziroma je strokovno žirijo navdušila s svojimi risbami. Kompleksneje pa se predstavljata tudi častna gosta. Izbrana sta bila Jožica Medle iz Slovenije, iz Hrvaške pa Ivan Balaževič. Katere aktivnosti bodo sledile v Pavlovi hiši v mesecu aprilu? Imamo z Muzejem norosti en skupen projekt Mura kultura. Začel se bo naslednjo soboto na Muzeju norosti 28. marca ob 4. Povezanje 2 zborov, glasba, filozofski pogovor in potem si želimo tudi izmenjavo z ljudmi. In to bo potem pa 11. aprila pri nas v Pavlovi hiši z malo drugačnim programom, torej prisrčno vabljeni, da se tudi tu udeležite. Razstava bo na ogled do 25. aprila. V Hrastje Moti je potekala skupščina zborov člane Zveze društev Moja Mura. Na skupščini so izvolili organe zbora in potrdili finančno poročilo in poročilo o opravljenem delu v letu 2025. Člani Zveze društev Moja Mura so na skupščini izvolili organe zbora ter potrdili finančno poročilo in poročilo o opravljenem delu za leto 2025. Skupščina je potekala v Hrastju Moti. Kaj najbolj skrbi člane zveze in več o samem programu 18. skupščine pa v nadaljevanju. Skupščina je bila zdaj že zaporedoma 18. naše Mure, tako smo kar že daljši staž imamo. Prisotnost je bila kar v redu, tako smo obravnavali vse točke, sprejeli smo program, finančni program pa tudi druge zadeve. Najbolj pa nas skrbi pri naši Muri, kaj se bo zgodilo z našo pitno vodo, kateri grozi onesnaženje z kompostarne Ceršak, nekaj je gor vodno in mi pa imamo vse zajetja vodno, dol vodno po Muri in se bojimo, ko bo vse onesnažilo, celo če je primer velike vode.
Delegati 18. skupščine Zveze društev Moja Mura so izrazili nezadovoljstvo, saj so se namesto osredotočanja na vsebino programa skupščine morali ukvarjati s problematiko kompostarne v Ceršaku. Seveda, delegati so tudi vsi bolj nezadovoljni s tem, da se Moja Mura, kot neka nevladna organizacija, mora ukvarjati s tem, da toži kompostarno v Ceršaku z svojimi sredstvi. Seveda, to so velika sredstva. Porabili smo že v tem času preko 20.000 evrov. Tako je to kar veliki zalogaj za naše društvo. Mi ne dobimo nobenih finančnih sredstev, kot nekateri nam očitajo. Mi se financiramo svoje in sponzorskimi sredstvi. O pripravah na skupščino pa? Poročila kar obsežno delamo. Jaz sem kot sekretar kar vestno delam, to pišem zadevo skozi celo leto, tako lahko točno poročam, obsežno poročam, kaj se je zgodilo in kaj smo delali. Seveda moramo tudi poročila vse podati vsake 2 leti na Ministrstvo za okolje in prostor, tako je kar moramo delati kako treba, ker nam oni tudi presojajo, ali še lahko delamo kot društvo v javnem interesu. V letu 2025 so člani Zveze društev Moja Mura nadaljevali z aktivnostmi za zaščito reke Mure in ohranjanje naravnega okolja. Člane zveze še posebej skrbi pomanjkanje mladih ljudi, zato je ena izmed glavnih nalog zveze pridobivanje novih mladih članov, ki bi sodelovali pri dejavnostih in nadaljevali poslanstvo organizacije. Tako sem zadovoljen vsako leto, ker pač gre, vendar pa zdaj se bojim, da nimamo dosti podmladka, mladih ljudi ni dosti, je nekaj, samo vseeno, ti starejši pa že počasi bi radi dali svoje funkcije mlajšim ljudem, ki so bolj vešči vsega računalnikom in vsega drugega. Sicer dosti predavam mladim ljudem, samo so danes mladi ljudje bolj za telefone, pa za internet, pa za takšne stvari v naravo, in jaz rad peljem na kakšne oglede, pa jim razlagam kaj, pa tudi takrat trajam, da so brez telefonov, ker drugače nočejo poslušati, samo bi telefone gledali. O ključnih poudarkih minulega dela v društvu Moja Mura nam je spregovoril predsednik društva. V današnjem občnem zboru je že prav, da poudarimo naše udejstvovanje v zvezi z dogajanjem ob reki Muri, oziroma mi jo imenujemo Ledvica, Prekmurja in Prlekije. Predvsem ta naša težava, ki preti porečju reke Mure, to je ta nesrečna deponija odpadkov na otoku v Muri pri Ceršaku. Preprosto ne moremo razumeti, da se že leta ukvarjamo samo s tem, praviloma samo s tem, in da ne moremo dopovedati oblasti oziroma pristojnim institucijam, da ta deponija ne spada na otok v reki Muri. Mi se vsi zavedamo, da vsi proizvajamo odpadke, da jih moramo nekje odlagati, ampak na otok v reki Muri to ne spada. In kar je najbolj človek ne more razumeti, mi vsi v dobri veri plačujemo odvoz odpadkov. V dobri veri, da bo to nekdo nekam odpeljal, da bo to predeloval ali kakorkoli uničil, dal na sežig, ne pa da potem to zbirajo na otoku v reki Muri, kjer ti odpadki pravzaprav grozijo porečju reke Mure in posledično tudi črpališčem pitne vode za severovzhodno Slovenijo, za vrat naše Kokoši, torej za prebivalce, ne vem, je to 100.000, 150.000 prebivalcev ali koliko v tem področju. V preteklih letih so obstajali načrti za izgradnjo hidroelektrarn na reki Muri, ki so sprožili močan odziv Zveze društev Moja Mura. Zaradi okoljskih omejitev, pravnih postopkov in vse večjega nasprotovanja javnosti, ti načrti niso bili uresničeni. Zato je Mura ohranila svoj naravni tok. Več o razveljavitvi uredbe o koncesiji za izgradnjo hidroelektrarn na reki Muri Tuš nadaljuje.
Zagotovo smo zadovoljni, da je država končno dojela, da je potrebno to koncesijo za izgradnjo verige elektrarn na reki Muri Dravskim elektrarnam odvzeti, saj ni logično, da bi gradili elektrarne na reki Muri, kjer vemo, da so problemi tako z pretokom vode, oziroma so načrtovalci sami za hidroelektrarno Hrastje-Mota ugotovili, da je gradnja nesmiselna, zato ker bi bila elektrarna nerentabilna in škodljiva za ljudi in naravo. Določene aktivnosti društva Moja Mura se bodo nadaljevale tudi v prihodnje. Predtem bodo usmerjene v prizadevanja, da se kompostarna zapre. V 2026 bomo seveda nadaljevali z aktivnostmi, da se ta deponija odpadkov zapre, da se preneha dovažati odpadke na otok pri Ceršaku v reki Muri, da bodo lažje živeli prebivalci Ceršaka in da ne bomo mi trepetali, če pride povodenj, da bi onesnažilo celotno porečje reke Mure. Skupščine se je udeležila tudi Suzana. Povedala nam je, da se skupščine vedno udeleži, ker čuti, da se tam borijo za okolje in reko ter jo branijo pred tistimi, ki vidijo le dobiček. Na skupščino pridem zmeraj, zaradi tega, ker čutim dolžnost, da se borimo za naše okolje, za našo reko, da jo obranimo pred vsemi tistimi požrtnimi, ki jim ni mar ne za ljudi, ne za nič, ampak samo za lasten profit. In čutim se dolžno, da se izpostavimo, da branimo to, kaj imamo, našo prečudovito deželo in predvsem pa seveda pitno vodo. O zadovoljstvu na tokratni skupščini pa? Zelo sem zadovoljna, vidim, da gremo v pravi smeri. Gledalke in gledalci. Na prihajajočo cvetno nedeljo se spomnimo, da vsaka vejica nosi upanje za novo življenje. Preživite lep večer.